Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi Alumni Connect podcasta se mi je pridružil Miha Zupančič, vodja skladnosti in svetovalec uprave v banki UniCredit Slovenija. V svoji dolgoletni karieri v bančništvu si je nabral veliko izkušenj, nekaj izmed teh tudi izven meja Slovenije. Miha, živijo. Živijo. Hvala, ker si se nekako odzval na moje povabilo za najin pogovor. Zdaj moram priznati, da danes sem veliko razmišljal, kako bi tale pogovor sploh začela. Pa sem se spomnil, da takrat, ko smo se pogovarjali, ko sem te prvič povabil za podcast, si mi povedal eno svojo zanimivost, da so ti ponedeljki ful všeč. Zdaj, če mi vprašamo ponavadi ljudi, kjer dan v tednu se jim zdi najmanj dober, ponavadi rečejo ponedeljek, pri tebi je ful kontra. Zakaj? Ne vem, nekako ponedeljek mi predstavlja možnosti, kva vse lahko naredim tisti teden. Vedno imam tako nekako v glavi, kaj so moje zadeve, ki jih hočem zrihtati, kaj so moje ambicije za ta teden. Na splošno imam začetke. Ne vem, se mi zdi, da vsak začetek je neka nenapisana zgodba. Mene pol bolj četrtki, z mene tako bom rekel, ven iz tega vrže, ko pogledam nazaj pa rečemo, ne, samo še en dan, pa petek imam, naredil sem pa 50% tistega, kar sem hotel. Tako da, ali pa še manj, ampak ja. Zato mislim pač, ja, enostavno razmem te možnosti. A pa je bilo od nekdaj tako, ali se v bistvu to spremenil pol, ko si prišel nekako v Ne vem, poslovni svet? v bistvu sem ugotovil to enkrat, ko smo se tako pogovarjali, glih na takšen način diskusija, tako nekdo jamro, ponedeljek prijet v službo, pa ful enih stvari, pa to, ne, in sem jaz takrat se zavedel nekako, ne vem, lahko da je bilo že prej, ampak takrat sem pa, bom rekel, v zavedno dal, da meni pa je v bistvu to dobro. Pač res ta element tega, da vem, da je ful še časa za vse, da ful lahko stvari naredim. Tako da ja, Pol pa, prej pa ne vem pač. pa zdaj, če se odmaknemo od teh ponedeljkov po začetku tedna, me pa zanima začetek, zakaj si izbral ekonomsko fakulteto, kako je prišlo do tega, kaj si takrat želel mogoče, da je bila to tvoja izbira? V bistvu je tako, v tistem obdobju, po mojem, ne vem, pri 18-ih, ko človek zbira, zdaj vsak ima neko svojo stopnjo zrelosti. Jaz mislim, da takrat, ko gledam nazaj, pa verjetno marsikdo, nisem čisto točno vedel, kam se dal. In sem šel kar na ene par, bom rekel, faksov pogledati, tako, imel sem shortlist, ki je bil daljši kot 3, kolikor sem si jih lahko pogledal, ne. In nekako se mi je zdelo, da ekonomija takrat v tistem obdobju je široke opcije puščala naprej odprte, ker pač dejansko lahko greš s to izobrazbo pravzaprav vsako podjetje ali pa vsako panogo delati, ne. Ker zanima me pa dosti stvari, ne, in glih zato pač mi je bilo to neka taka, mogoče prelaganje malo tiste prave odločitve, ampak sem rekel, no, sej bom videl, a ne, pa zmer lahko še spremenim, ampak pa dejansko mi je bilo tako nekako, sem videl, da je pa cool, a ne, in da sem se prav lepo lahko nekako našel v tem in tudi za naprej potem mi zelo koristilo to. Katero smer si pa študiral? Takrat je bila, se pravi, poslovna logistika. To je profesor Bogataj imel takrat smer. Sem pa pol pa dejansko diplomo delal pa iz trženja, no, ker pa sem nekaj vmes ugotovil in to je to, ker imam res tako dosti zanimanja, ne, na eni strani mi je matematika blizu, logika blizu in tako naprej, po drugi strani pa tudi, bom rekel, ta bolj kreativni del. Sem potem nekaj v sredo ugotovil, bolj bi pa v to smer nekako zaključoval, no. Tako da sem naredil pač iz trženja diplomsko. A pa si že v času študija tudi bil tako kaj aktiven, da si poleg študija delal, a si kakšne študijske dejavnosti se vključeval? Bil sem precej aktiven v lokalnem, se pravi v študentskem klubu lokalnem, klubu študentov Kliše.
takrat, tako da to je bila ena zadeva, sem pa v bistvu skozi kaj delal zraven, no, se pravi, pač ni bilo toliko povezano, se pravi, samo z ekonomijo, ampak zmeraj mi je bilo tako nekako, rad sem imel tudi opremljive rezultate, tako da pač če sem delal pa nekaj zaslužil, mi je to tudi ful pomenil, ne, da pač imaš neke vrste, nam rekel, neodvisnost, ampak neke vrste zadoščenje, da kar sem naredil, se tudi potem vidi na bančnem računu na koncu. No. Zdaj pa, kak je bil pa tvoj princip oziroma nek način, kako si izbiral ta dela med študijem? A si jih probal, se pravi, nekako povezati z samim študijem, da niso bila zdaj to priložnostna dela, ampak so bila dela, ki so mogoče malo bolj dolgoročno usmerjena in mogoče kasneje to mogoče redno zaposlitev? Ali v bistvu je bilo čistko, kakor si imel čas in ti je v bistvu nekako se poklopilo? V bistvu sem hotel nekaj, ki je bilo čim bolj fleksibilno. No. Tako da v bistvu je bil to primarno. Urna postavka je igrala faktor, tako da pač vse, bom rekel, nisem toliko strateško razmišljal takrat, zato pravim, tudi še zmeraj gledam nazaj, mogoče kakšno stvar bi zdaj drugače naredil, ampak sem se pa marsikaj naučil, ne vem, jaz še zmeraj pravim, da delal sem tudi, ne vem, fizična dela, knauf, se pravi, gradbeništvo, pa mi je prav prišlo, ker sem doma adaptiral stanovanje in tako naprej. Tako hočem reči, vsaka stvar, ki jo se v življenju nekaj naučiš, ne, mogoče ni nujno za aplicirati nekje, ne, ker misliš, da boš pač kariero delal, ampak pa vidiš, da ti pa kje drugje prav pride. Ne. In druga stvar, tudi konec koncev, marsikakšno stvar sem videl tudi iz tega, to sem videl, tega mogoče ne počel v življenju, ne. Tako da pač nekako te tudi to usmerja potem naprej, ne, za ostale odločitve. Pa ko si enkrat zaključil fakulteto, zdaj imaš zelo dolgo kariero v svetu bančništva, pa me zanima, kako je bilo iskanje prve zaposlitve? Kako si ti prišel do bančništva? Zakaj ravno bančništvo? To je bil en zanimiv obdobje, to je bil 2012, ko sem jaz v bistvu začel na banki delati. In takrat banke niso bile v najbolj rožnati poziciji, če tako rečem. Tudi niso bile glih najbolj priljubljene, a ne, med ljudmi. Ampak v bistvu se predtem nisem videl v bančništvu. Tako, imel sem enega sorodnika, ki je bil takrat v bančništvu, sva se pogovarjali, rekel, da te to daj zanima, sem rekel, ne, niti ne. No, ampak pol pa pač je prišel ta obdobje, ki je treba iskati bilo zaposlitev in ni bilo nekaj veliko opcij. Pač res je bilo zelo težko, mislim, še zmeraj je, bi rekel, da marsikdaj težko dobiti prvo službo. In potem je pač en družinski prijatelj nekako rekel, tamle pa iščejo, verjetno bojo rabili, daj se prijavi, pač, ker mislim, da imaš ta prave karakteristike. Takrat to je bilo na Raiffeisenu. Da imaš ta prave karakteristike za delo v prodaji, za relationship managerje, za podjetja, ne. In da verjetno to bilo dobro, da probaš. Sem rekel, pa jaz nič ne vem v bančništvu tako, razen nekih unih res high level osnov, pač mi ni prav, to se vse naučiš, važno je, da imaš mentalno fleksibilnost, prijavi se, da boš videl, kako bo šlo. In tako nisem bil v prvem krogu zbral, se pravi, so eno drugo osebo, ampak očitno sem naredil en tak pozitiven vtis, takrat sem tudi, rekel, mogoče en ekstra mile imel, ker sem pač postavil sem svojo spletno stran, z nekako s CV-jem, s mojimi karakteristikami in je mogoče to en tak daljši vtis pustil, da so me pol čez 3-4 mesece pa poklicali, da pa iščejo pripravnika v bistvu za 9 mesecev, če bi bil pripravljen priti vsaj za tisto obdobje. In 13 let kasneje sem še zmeraj v bančništvu. Se pravi, ti si, če prav razumem, postavil spletno stran prav zase, kjer si objavil vse nek svoj vtis, ki si ga že do takrat pustil. Ja. In je nekako to mogoče tudi ena dobra iztočnica bila potem za zaposlitev.
To si čisto sam naredil? Ja, mene ful ta tehnologija na splošno me ful zanima. Pač to mi je ena stvar, ki mi je še zmeraj zelo blizu, gadgeti, ne vem, razni razvoji na področju tehnologije, umetna inteligenca, konec koncev tudi kriptovalute do določene mere. Oziroma, bom rekel, sploh kaj vzadij, ne samo pač to, kar vidimo, ampak kaj vzadij in kako to funkcionira. In takrat sem pač enostavno imel sem čas in sem rekel, se bom pač naučil programirati in sem rekel, prvo začel s spletnimi stranmi. Tako da sem dejansko sem v kodi spisal, še prav v HTML-ju in CSS-u spisal spletno stran. Naredil gor pač in tiste izkušnje, ki sem jih do takrat imel. Imeli smo rečemo, to mi je prav prišlo na faksu, smo imeli eno nalogo, smo mogli seminarsko narediti, oziroma domačo nalogo, ne vem, če je bila seminarska, kjer smo mogli pač izbrati svojega idealnega delodajalca, oceniti, kje so nekakšne lastnosti, ki ga predstavljajo, pol pa sebe in svoje lastnosti in kje se ujemamo, kje pa ne. In jaz sem pač naredil tisti oblak oznak za sebe, kjer je moje lastnosti in sem v bistvu to tudi uporabil, dal gor na spletno stran in je v bistvu tako to dejansko je pomagalo, no, ker vem, da je pač takrat tista kadrovnica takrat rekla, da je to ostalo v spominu, da je pač mi bilo všeč ta ekstra mal, ki sem ga bil pripravljen narediti. To mi je všeč, v bistvu, ker s tem tudi lahko nekako zdaj pokaževa, da nisem tisti Evropasa, po bistvu samo vsebina, toliko pomembna mogoče, ampak je res tisti bombonček, pa tista mogoče ekstra milja drugačnosti, doprinese mogoče nekomu, da se usidra v spomin in ko iščejo neko novo osebo za zaposlitev, v bistvu se jim to prvo. 100%. Mislim, jaz tudi, ke v svoji karieri, ki sem kadroval, vedno sem pogledal, se pravi, seveda iščeš, bom rekel, neke vrste ta oprijemljiv fit iz vidika skillseta, ampak na drugi strani hočeš videti, kaj to osebo mogoče tudi razlikuje od ostalih kandidatov in nekaj je pač, kar vidiš na razgovorih iz vidika, čisto bom rekel, tega prvega stika in nekih kulturnega fita, ki ga probaš oceniti. Neki so pa te stvari, ki jih pač naredi ob tem, mogoče, ne vem, včasih je tudi CV, če je drugače oblikovan, že naredi nek vtis, Pač, se mi zdi, da je tudi zelo pomemben, da pogledaš, za katero pozicijo se prijavljaš, probaš čim bolj prilagoditi, Jaz osebno tako vedno, ko pogledam CV, če vidiš, da je zelo generičen CV, je težko ven potegniti, kaj je tisto, ki je relevantno za tebe, So pa kakšni, ki pa res zelo prilagodijo v bistvu tiste zadeve, ki mislijo, da bo delodajalec nekako rabil. In to pomaga, Tako da pač. Zdaj, omenil si prej, da sam nisi imel veliko, če rečemo tako, pojma o bančništvu, ko si se zaposloval, pa vemo, da mogoče je danes malo drugače že to dojemanje, kaj bančništvo je. Danes vemo, da se je ful razvil v zelo različne smeri, da niso to več samo številke in neke stroge finance. Pa bi mogoče povedal v bistvu nekako, kaj je sploh neka komercialna banka, kakšna področja pokriva, kaj vse v bistvu, kje vse profile se rabi, nekako, da nisem zdaj finančnik oziroma pa ne vem, spodaj na šalterju za gotovino. Ja, to je do neke mere to je ful širok aspekt kadrov, ki jih išče bančništvo. Pač dejansko je prvo, kar se je treba zavedati, da vedno v bančništvu dela z ljudmi. Se pravi, iščeš ljudi, ki znajo delati z ljudmi, interno in eksterno, konec koncev. Banke, bom rekel, so v vsakem primeru relativno velike inštitucije, tako da imaš vedno ta element. Potem iščemo IT-ovce, vse banke, ker mislim, da pač v vsakem primeru je digitalni razvoj nekaj, kar je pač realnost in seveda iščeš to. Na drugi strani iščeš ljudi, ki bom rekel, ki znajo razumeti številke, na tretji strani iščeš ljudi, ki znajo pač seveda razumeti stranke, razumeti njihove potrebe, znati ustrezno predstaviti te potrebe. Tako da
Jaz bom rekel, sem prišel v bančništvo kot svetovalec za podjetja, ne. Glih zato, ker se mi zdi, da pač je bila ena karakteristika, da znam poslušati, da znam razumeti, kaj je tisto. Ni bila moja močna stran številke v narekovaju bančništva, se pravi bilance in te stvari. Bolj sem bil na soft skillih močen, kakor na tem, a ne. Razumel sem. To je dobra stvar ekonomske fakultete, konec koncev, zaradi tega, ker pač dobiš res eno močno osnovo, na kateri pol lahko gradiš naprej, razumeš logiko bilanc, razumeš logiko poslovnih modelov, a ne. Ampak spet nisi še ekspert, a ne. Dejansko pa imaš potem v banki toliko različnih poti. Zdaj trenutno, ko sem v skladnosti poslovanja, pač to je spet, številke so bolj sekundarne, bolj je razumevanje, kaj so regulative, kaj je dobro za stranke, kako moramo zagotoviti, da bojo stranke pa ostali stakeholderji ustrezno tretirani, ne. To številke, bom rekel, so res na koncu zgolj eden izmed inputov. Ostalo je pa, bolj kot ne, bi rekel, čist drug posel. Tako da ja. Prej si omenil, da zdaj že v bistvu nekako 13 let v bančništvu, ne. Srečnih 13. Srečnih 13. V bistvu zamenil si tudi kar veliko pozicij, vmes si tudi v tujini, pa bi lahko mogoče nekratko opisal, kaj vse si že probal, koliko je pa kaj potem tudi drugače bančništvo v tujini napram Slovenije. Ja, v bistvu začel sem, tako kot sem rekel, kot svetovalec za mikropodjetje, se pravi ta segment, takrat je bilo po prihodkih do nek 1 milijon evrov, pa sem že po pol leta, se pravi, bil sem pripravnik, ampak po pol leta sem nekako šel na višji segment, takrat je bila pač ena taka situacija, da je bilo, da se je odprla pozicija, sem prevzel to, zamenjal tudi drugo banko, šel iz Raiffeisena na Poštno banko, takrat potem po 1 letu pa pol na Unicredit, na mednarodna podjetja. Spoznal, bom rekel, res celoten, kako bi rekel, nabor različnih velikosti, različnih načinov operiranja podjetij, različnih panog. In potem, ko sem bil, ne vem, mislim, da nekje 4 leta v Unicreditu kot svetovalec za mednarodna podjetja, sem hotel se sprobati v tem, kar sem dejansko diplomo naredil, se pravi v trženju, ne, v marketingu. Sem šel v oddelek korporativne identitete in komunikacij. Sem bil tam 2 leti pa pol vodja tega oddelka in potem se vrnil nazaj v biznis. Bil skoraj 1 leto vodja mednarodnih podjetij, pol pa je prišla priložnost, da dejansko iti v Italijo, bom rekel, v pisarno vodje za regijo vzhodne Evrope, ker sem pokrival pač trga Srbije in Hrvaške. Na koncu pa v bistvu šel v compliance, skladnost poslovanja, bil tam 1 leto v Italiji v skladnosti poslovanja, pa zdaj nazaj prišel v Slovenijo kot vodja oddelka skladnosti poslovanja. Tako da ja, dejansko precej nekih cross-divisional movov, premikov, kako bi rekel, se pravi meddivizijskih premikov. Razlike med tujino pa lokalnim, mislim, jaz tako gledam, ne, prvo, kar je najbolj očitno, je velikost. In to se čuti na precej načinov. Ne vem, ena zadeva je, da na primer v Sloveniji, ki so banke relativno manjše in sploh pa, bom rekel, teh, ki sem jaz bil, niso tako velike po številu ljudi. Vsak je, ne vem, en klic stran. Ne glede na to, koga v banki, na katerem področju rabiš, je en klic stran. Veš, s kom komuniciraš, bistveno bolj si lahko odziven na kakšne zadeve. In hkrati tudi vpleten v ful različnih projektov, procesov in tako, da dobiš eno širino. Na drugi strani Italija pač je omogoča pa eno veliko specializacijo tudi konec koncev. Tam imaš pa zelo jasne zadolžitve v sklopu tistega, kar je, ampak tisto res
lahko naštudiraš v nulo. Ne. Zraven imaš polno enih ekspertov, ki te področje pokrivajo. Tako da je pač ta element, pol bi rekel tudi, vidiš nekako tam širšo sliko cele regije, ali pa bom rekel cele skupine, ne. Tukaj vseeno si pač lokalna banka, si v lokalno okolje zasidran, kar je super, ker pač na koncu pokrivaš lokalne stranke. Ampak iz vidika razumevanja ustroja ene take velike skupine pa dobiš drugačno sliko tam. Ne. Tako da, Ampak ti je bil kaj mogoče, zdaj vemo, da Italijani ne marajo ravno najbolj angleščine, favorizirajo svoj jezik, kar s čemer nič ni narobe, ne, da se narobe razumeli, ampak a te mogoče kaj to bilo strah, recimo sodelovanje eksterno, potem da si rabo kaj italijansko znati? v resnici v Unicreditu ne, no, ker pač velika večina, vsaj teh okoljih, ki sem jaz bil, so precej dobri govorci angleščine. Sploh so to, bi rekel, to vseeno so tako mednarodna okolja, ne vem, smo imeli v oddelku, ki sem bil, ne vem, kolega iz Jordanije, potem en iz Hrvaške, spet, ne vem, drugi iz Romunije in tako naprej. Tako da pač je avtomatično se ustvari okolje, kjer je primaren jezik komunikacije, bi rekel, vseeno angleščina, ne. Sem bil sicer del tima, ker sem bil v bistvu edini, ker je tako bilo, da pač smo bili v dveh timih, v enem malo več international, bo rekel, ljudi. V tem, ker sem bil jaz, sem bil pravzaprav edini ne italijansko govoreči, ampak nikoli ni bil to problem. Pa tudi konec koncev sem bil presenečen, da vse Milano zdaj je vseeno, bom rekel, malenkost bolj odprto mesto, kako se pravi, precej tujih firm ima tam svoje italijanske podružnice in tako naprej, tako da pač avtomatično povzroči, da vsaj do določene mere se tudi z italijanščino lahko z angleščino znajdeš, ne. Ampak ja, določene zadeve sem pa mogel usvojiti, ker pač, ko prideš v kakšno restavracijo, še zmeraj, če ne znaš menija, ni nujno, da bojo imeli angleško verzijo, tako da saj prebrati, kaj boš jedel, da veš, a je surovo ali ni, pač je dober, ne, tako da. Koliko časa si bil v Italiji? 2 leti. 2 leti. 2 leti, ja. Pa si prav živel v Milanu v bistvu? Jaz sem v bistvu vozil se na 14 dni, bi rekel, en teden tam, en teden tukaj, ker družina je bila tukaj, tako da to je bil v bistvu tudi najbolj zahteven del tega. Ja, ampak ja, en teden, pač stanovanje sem bil tudi tam, sem pač živel en teden tam in en teden tukaj. Ja. Kaj pa sama organizacijski vidik oziroma ta kultura, koliko se razlikuje od slovenske? Ja, bi rekel, da je precej hierarhična kultura, ampak mislim, da ne bi rekel, da je to nujno zaradi italijanskega ali pa razlika med italijansko pa slovensko banko, ampak pač Unicredit v Italiji ima, ne vem, par 10.000 ljudi, ne, in težko narediš takšno organizacijo povsem lean, ne, tako da seveda pride do neke hierarhičnosti, kar povzroči zagotovo neke vrste za človeka, ki pride iz Slovenije, drugačno razumevanje tega, kako je pravilen postopek. Pri nas pač, tako kot sem rekel, vsak en klic stran, tam je pa en red, kako se mora komunicirati, oziroma kako je dobro, da se komunicira, da imaš res najbolj učinkovite rezultate, mislim, najboljše rezultate, ne. Ampak bolj mislim, da je vezano to na samo velikost, kakor pa prav na italijansko kulturo. Pa zdaj, ko smo želi pri organizacijskih strukturah, kako je bančništvo? Zdaj bančništvo bolj stremi k nekim modernim lean strukturam, a še vedno ta stroga hierarhičnost, oziroma kakšni so neki vidiki za v prihodnost? Ker vemo, da se podjetja mogoče danes zelo pomikajo v te bolj sploščene strukture. Mislim, da splošno okolje, kakršno je, nekako, in to pač je čisto moje mnenje, ampak opažam nekako tudi drugje, da pač okolje je toliko dinamično, da prav tista klasična rigidna hierarhija ne funkcionira, ker zahteva preveč nekih nivojev odločanja, preveč
počasno odločanje konec koncev in tudi preveč centralizirano v tistem trenutku, ne. Tako da, ja, tudi bančništvo v bistvu gre v to, da pač se proba nekako ta ownership čim bolj dati na koncu na ljudi, ki pač so najbližje situaciji oziroma čim bližje situaciji, kjer je pač odločitev potrebna, no. Konec koncev, na primer, Unicredit je ena izmed naših, se pravi, vrednot je ownership. Torej, da smo tisti, ki vzamemo, da vsak izmed nas je odgovoren za tisto, kar dela in da probamo čim več, kar lahko z našo odgovornostjo naredimo, tudi naredimo, ne. Tako da, ja, absolutno. Zdaj pa vemo, prej si že veliko omenil, da čedalje več nekih IT strokovnjakov potrebujejo tudi banke, ne, se vemo, digitalno bančništvo, zdaj prisotnost čedalje več teh neobank, da sploh nimajo fizičnih poslovalnic. Pa me zanima, do katere mere se lahko te neke klasične komercialne banke sploh razvijajo, ki so te neke stvari, ki jih lahko omogočijo, da bo čim bolj digitalno usmerjeno, ampak še vseeno nekako, da ne bo izumrla ta fizična oblika. Jaz mislim, da na dolgi rok bo vedno kombinacija obojga. Ker so odločitve, ki jih lahko sprejmeš v aplikaciji, so odločitve, ki rabiš nekoga, da ti da ustrezno mnenje tam v živo, da se res pomeniš, ne. Pač, če se ti odločaš o, rečemo, nakupu računalnika, pa je strošek 1000–1500 evrov, je mogoče lahko prek aplikacije to narediti. Če se ti odločaš za nakup nepremičnine, ker pač je strošek bistveno večji, tudi za dlje časa se boš nekako vezal s financiranjem, pol je običajno faktor imeti nekoga tam, ki ti pomaga, ki ti predstavi proces, ki ti pove, kaj te čaka, zagotovo pomembno. In to nekako zaznavamo. Tako da ta element zagotovo bo obstajal. Je pa res, da vse banke konec koncev se digitalizirajo, procesi se morajo izboljšati, res je, da fintechi, kakorkoli gledamo, imajo neko tukaj že prednost konec koncev pri zelo nišnih zadevah, ker to je tukaj, mislim, da glavna stvar, da pri tistih zadevah, kjer pač obstaja nek problem in ga lahko rešiš z neko rešitvijo, pač je lažje nekemu fintechu z neko fleksibilnostjo to narediti, kakor mogoče eni večji inštituciji, ki ima nabor toliko različnih strank in je tisti segment mogoče samo del celotni, tista potreba samo del nabora potreb, ki jih stranke imajo. In ja, mislim, da banke v vsakem primeru bojo in grejo v korak digitalizacije, seveda. Bo pa zagotovo tudi neka sprememba oziroma neka dinamika se konstantno spreminja. Mislim, da glavna stvar, ki morajo banke zagotoviti in kar vedno, mislim, da je zato tudi razlog včasih, da kakšno stvar malo kasneje banke implementirajo, je zato, ker pač glavna stvar, ki jo banka ima, je zaupanje. In zato pač je včasih dobro res presoditi vsa tveganja, ki jih nekaj prinaša in potem se odločiti za nekaj, ne? Ker če se prehitro zaletiš in narediš napako, nisi naredil tisto, kar je prav za stranke, nisi naredil tisto, kar je prav konec koncev za shareholderje, nisi naredil tisto, kar je prav za zaposlene, in si izgubil zaupanje. In zaupanje je pa tako. Jaz sem 2011 prišel v banko, vem, kako je, ker ljudje niso čist 100% imeli zaupanja v banke. In graditi nazaj zaupanje je bistveno težje, kakor ga vzdrževati. Ja. Zdaj pa mogoče to je bil tak zelo B2C approach, ne? Se pravi tele digitalizacija, pa me zanima, ker si sam veliko delal v segmentih za podjetij. Kaj pa se na B2B segmentu razvija oziroma kako so zdaj ta podjetja poslovanja vpeta digitalno mogoče? So rešitve. Bi rekel, da pač tiste zadeve, ki na primer Unicredit imamo odkup terjatev preko spleta, se pravi, da dejansko
ne rabijo neke fizične dokumentacije stranke dostavljati, ampak v bistvu lahko vse prek spleta delajo. Ne. To so ene take rešitve, ki je. Zdaj je pa res pri podjetjih nekaj. Ne. Zdaj, nobeno podjetje ni enako drugemu. In to je zelo, zato tudi je, bi rekel, bistveno manj fintechov, ki pokriva segment podjetij, kakor retaila. Ker pač enostavno retail ima podobne rešitve, medtem ko potrebe nekoga, ki je ki proizvaja neke zelo kompleksne stroje, neke zelo kompleksne mašine, ali pa potrebe nekoga, ki je, posrednik v prodaji živil ali pa kakorkoli, so lahko povsem drugačne. In tam potem seveda lahko narediš neke optimizacije, naprimer gre predvsem za digitalno izmenjavo dokumentov, gre za mogoče kakšne rešitve, kot so seveda spremljanje stroškov, cash flowov in tako naprej. Pač to zagotovo lahko gre v ta razvoj, ampak ko pa pride prav do ponujanja nekih specifičnih rešitev, je pa pri podjetjih bistveno težje. Ne. Sploh pa se mi zdi, da nek segment mikro pa malih podjetij je na eni strani toliko širok, veliko podjetij, ampak vsako spet toliko specifično, da je bistveno težje tukaj. No. Tako da. Zanimivo. Ker sam niti ne vem, v bistvu, kako je ta B2B segment, recimo v bankah, sestavljen. Rekel bi, da na produktnem nivoju zagotovo tisti, ki so standardizirani produkti, se marsikaj da. Se marsikaj da in tudi obstaja. Na drugi strani je vseeno bistveno težje narediti neke vrste one size fits all rešitev, kakor naprimer to v retailu. Ne. Zdaj pa, če bi se mogoče kar konkretno na UniCredit Slovenija naslovila, nekje sem zasledil, oziroma celo smo se pogovarjala, da imate program talentov, se pravi verjetno za mlade, ki se zaposlijo. Bi lahko več o tem povedal? Ja, v bistvu pri nas je kar tako, bi rekel, da UniCredit na splošno zelo da na razvoj zaposlenih, razvoj kadrov. No. Tako da pač je fokus v tem, da se poskuša nekako neka karierna pot definirati za zaposlene. Predvsem je pa se spodbuja, kako bi rekel, razvoj tistih, ki imajo željo in ambicijo in tudi sposobnost konec koncev nekako rasteti. Ne. Jaz sem imel na primer to srečo, da sem bil lokalno v programu talentov preden je dejansko remote work postal neka nujnost, se pravi, mi smo to delali 2018-2019, razvijali remote work, tako da kaj 2020 prišel COVID, smo v banki bili že precej dobro pripravljeni glih zato, ker smo pač talenti že imeli ta projekt čez. Na drugi strani imamo, bom rekel, fast track programe, kjer spodbujamo tudi mednarodno mreženje, sodelovanje na specifičnih projektih, ki so nek izziv talentom na eni strani, na drugi strani pa lahko tudi pač prinesejo neko dodano vrednost banki. In ja, pač se definira točno, je za mlade, ampak imamo pa, bom rekel, programe za vse nivoje senioritete, bi rekel. Tudi za menedžerje, tudi za ljudi, ki mogoče, ne bom rekel, so v tistem sklopu talentov kot tistih, ki ravno so v prvih fazah kariere, ne? Ampak vseeno imajo ambicije, želje, ne? Da se nekako spodbuja neke karierne premike skozi različne divizije in tako naprej. Tako da, ja. Kako pa izgleda v bistvu ta program, se pravi, to je kaj, neke delavnice, oziroma kako to poteka? Jaz lahko povem na svojem primeru. Smo imeli v bistvu, nas je bilo okoli 50 na ravni celotne skupine. Dejansko prvo, kar je, dobijo priložnost tisti, ki so nekako izražali interes, so tudi določenim kriterijem zadostili, pač koliko časa si v banki in tako naprej.
In potem je bil nek assessment, najprej sam sebe, potem še na nekih delavnicah. Potem smo pa imeli možnost oblikovati skupine in smo delali na internem startupu. In potem pač dostop smo imeli do strokovnjakov, dostop smo imeli do strokovnjakov na področju, bom rekel, in tehnološkega vidika in stvari in strokovnjakov, ki pač nekako ocenjujejo poslovne modele in tako naprej, se pravi poslovni angeli in tako. In na podlagi tega smo pač naredili neke vrste svojo rešitev, svoj startup, ki smo ga predstavili potem najvišjemu vodstvu banke in tako dobili prvo, kar meni zelo pomembno, ta nek networking znotraj te ekipe, 50 zaposlenih, po drugi strani pa dobiš tudi neke vrste visibility, ki ga je v velikih skupinah drugače vseeno mogoče precej težje dobiti po rednem procesu, bi rekel. Zdaj pa, če bi za konec še mogoče povedala, da sem jaz posameznik, ki zaključuje ekonomsko fakulteto, pa me zanima delo v bančništvu. Kakšni bi bili tvoji popotki, kako naj postopam dalje, oziroma kaj bi dodal poleg tega vsega, kar si že povedal danes? Prvo, kar je super, to je res vsak, ki bi rad šel v bančništvo, mislim, da se lahko ogromno stvari nauči. Pač iskreno, jaz nisem mislil, da se bom toliko stvari različnih naučil v bančništvu, kolikor sem se jih, ko sem začel takrat, ko sem začel delati v banki. Dejansko sem prepričan, da se za vsakega najde nekaj lahko v banki. Pač imaš ljudi, ki radi delajo s številkami ali pa z podatkovnimi modeli, zagotovo bo banka zelo vesela kakšnega takšnega. Imaš ljudi, ki radi delajo z ljudmi, vedno se iščejo takšni ljudje. Tako da, kaj je moj nasvet? V bistvu je moj nasvet to, da ne glede na to, a imaš občutek, da dobro poznaš ali pa slabo poznaš, ali pa da nisi čisto ziher, a si dosti primeren za to, poskusi. Pač to je vedno je prvi korak na tebi. In če ga narediš, pol se lahko samo zgodi kaj. Če ga pa ne narediš, pa ne bo. Ja, Miha, hvala za ta nasvet. S tem bi tudi zaključil današnji pogovor. Hvala za to, da ste me imeli na podcastu. No, tako da, Z veseljem. super.